Slovesnost ob 30-letnici države Slovenije. Temeljni kamen za 120 let delovanja. Modularni prizidek k osnovni šoli Preska. Znani projekti participativnega proračuna. Po sledeh Jetrbenške gospode. Lado Vidmar 30krat po mejah občine. Premiera Sofoklejevega Kralja Oedipa. Zlata ura in vodnjak želja v Aljaževi rojstni hiši. Lepo pozdravljeni na predvečer Dneva državnosti. Že včeraj zvečer se je Stari grad nad Smlednikom obarval v barve državne in občinske zastave v počastitev 30-letnice države Slovenije. Slovesnost ob Dnevu državnosti je ena od treh, ki se odvija v skladu z občinskim protokolom. Poleg te včerajšnje še slovesnost ob Dnevu samostojnosti in enotnosti in ob slovenskem kulturnem prazniku. S Prešernovo Zdravljico pa je svoj nagovor začel slavnostni govornik, župan občine Medvode, Nejc Smole. Izhodišče za sklepni del govora je našel v podatkih ankete, da je vsak tretji Slovenec nezadovoljen z državo, v kateri živi. Mar nismo ena najbolj zelenih, gozdnatih držav na svetu? Se ni kakovost naših rek v zadnjih desetletjih zaradi izjemnih vlaganj v upravljanje z odpadnimi vodami neverjetno izboljšala? V 30 letih se je čas, ki ga potrebujemo, da dosežemo katerikoli košček naše domovine, precej skrajšal, po zaslugi izjemnih vlaganj v cestno infrastrukturo. Mogoče je težava na področju ekonomije. A že bežen pogled na dostopne podatke pokaže nasprotno sliko. Če ste pred 30 leti morali za kilogram kave delati več kot 5 ur, si jo danes prislužimo v slabi uri in pol. In tako naprej. Njegova ugotovitev, pridobljena po metodi izločevanja, pa sledeča. Ko torej predelamo naravne in geografske danosti naše dežele, ki se zdi postajajo vse lepše in bolj urejene, in ko ugotovimo, da smo materialno preskrbljeni mnogo bolje od večine sveta, ostane le, da se ozremo tja, kamor se očitno ne želimo. Vase. Po metodi izločanja namreč ne obstaja več druga resna možnost, kot da težava tiči v nas samih. Je mogoče, da si lastne države ne zaslužimo? Je mogoče, da so Martini Krpani kar naenkrat ostali brez gospodarja in se v vlogi, kjer morajo prevzeti odgovornost za svoja ravnanja, enostavno ne znajdejo? Celotno slovesnost, ki sta iz scenarista prireditve Iztok Pipan in Mojca Poredoš nadela naslov Lepota je skrita v nas, si lahko ogledate na naši televiziji na jutrišnji praznični dan v petek zvečer ob 20. uri. Že v torek smo bili povabljeni še na eno slovesnost. Slovesnost ob 120-letnici prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče. In dejstva, ki smo jih tokrat slišali, da so najstarejše društvo v naši občini, da je to najštevilčnejše društvo v ljubljanski regiji, da je tokratno praznovanje visokega jubileja sploh prvo v Sloveniji po obdobju epidemije in še, da se po več kot 2 desetletjih končno obeta gradnja novega doma, tretjega v 120-letni zgodovini tega društva. In še, prav vsi govorniki na tokratni slovesnosti so ob 30-letnici države Slovenije izpostavili tudi državotvorno funkcijo in poslanstvo gasilcev pri ohranjanju slovenstva. Župan občine Medvode Nejc Smole je vlogo gasilskih društev na začetku prejšnjega stoletja primerjal z vlogo Jakoba Aljaža, ki je svojo daljnovidnostjo, pogumom, vztrajnostjo in ljubeznijo do sočloveka in slovenskih krajev premikal meje razumnega in sprejemljivega. Osnovni motiv požarne obrambe so mnogokrat prerasla tudi iskrena čustva domoljubja, ljubezni do krajev, v katerih so naši predhodniki živeli, in njihova iskrena želja, da kolikor je le mogoče, prispevajo svoj delež k razvoju teh lepih krajev. Gasilska društva so bila zaradi svoje zelo široke palete delovnih aktivnosti že takrat kot nalašč za utrjevanje tudi narodove zavesti in predvsem povezanosti med ljudmi. Pa naj bo pred 120 ali pa 150 leti marsikatero društvo bilo ustanovljeno tudi zaradi tega, da je omogočila ljudem se združevati in živeti po slovensko in da so uporabljali to tudi za ščit. Kajti druženje zaradi politike več ali manj skozi ni bilo dovoljeno,
zaradi drugih razmer tudi ne in so marsikje društva počela vse vrste vaških dobrodelnih nalog, pa to je še zmeraj. In še ostala dejstva, da je tokratno praznovanje visokega jubileja sploh prvo v Sloveniji po obdobju epidemije, da je prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče najstarejše društvo v naši občini in presenetljivo tudi najštevilčnejše društvo v celotni ljubljanski regiji. Moram reči, da sem bil presenečen, ker sem šel pogledat v evidenco gasilstva in sem ugotovil, da je v ljubljanski regiji, ki obsega 105 gasilskih društev, v vaše društvo včlanjeno največ članov. Nobeno društvo v tej regiji nima več članov kot Zgornje Pirniče. In to kar krepko število več. In v vsem tem času ste povečali res članstvo, poleg tega pa tudi operativnih gasilcev je dobrih 80, kar mislim, da je za gasilsko kategorijo dvojko izredno dobro. In še eno dejstvo, da se po več kot 2 desetletjih preračunavanja končno obeta gradnja novega doma, tretjega v 120-letni zgodovini tega društva. Pridobili ste zemljišče, skupaj smo dosegli spremembo namembnosti le-tega in na koncu oziroma pred kratkim je bilo izdano gradbeno dovoljenje za zidavo novega objekta. Pri tem bi izkoristil priložnost in se rad zahvalil, čeprav so zahvale v takih trenutkih sila nehvaležne, vsakokratnemu predsedniku vašega društva, najprej Janiju in sedaj Mateju, ter Leonu za njegovo mediiranje, ter njun res maratonski in neusahljiv posluh in voljo, da po eni strani prepričujeta, verjamem, da kakšnega jurišnika v društvu, kaj je mogoče in kaj ni mogoče, in mnogokdaj zelo napornega sogovornika na drugi strani. Danes ste bili omenjeni kot mediator. Kaj to v konkretnem primeru pomeni? Reševali smo 20-letne težave z gradbenim dovoljenjem, z idejo gradbenega doma, z samo gradnjo in da smo uskladili vsa, ali pa tako, da smo zadostili in gasilcem, in občini, in da smo prišli na skupni imenovalec in to je to. In ta skupni imenovalec, kako se vam dopade, kaj se obeta sedaj v prihodnosti? Kakšen dom? Sodoben dom za sodobno opremo, dom za 21. stoletje. Občina Medvode in prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče sta že dogovorila vsebino pogodbe o sofinanciranju izgradnje novega doma, v katerem se občina Medvode zavezuje, da za izgradnjo zagotovi 550.000 evrov, kar je višina, ki je skladna s sprejeto gasilsko strategijo, ki sta jo soglasno sprejela vsa gasilska društva v naši občini. Ponosen sem na to. Naložba v novi gasilski dom je ocenjena na 800 do 900.000 evrov. Dobrega $500,000 bo zagotovila občina. To najbrž pomeni za prostovoljno gasilsko društvo Zgornje Pirniče še vedno en velik finančni zalogaj. Kako se ga nameravate lotiti? Ja, tako je. Ja, to bo še kar velik zalogaj. Nekaj imamo seveda pa šparanga, za prvo fazo. Druga stvar, imamo tudi dom, bomo kasneje šli v prodajo. In pa nekaj bomo pa tudi še sponzorje, predvsej pa z lastnimi rokami. Seveda, gasilci ne znamo drugače kot malo pozvoniti na vrata krajanov. Pozvonili bomo tudi verjetno na vrata kakšnih podjetnikov. Seveda za donacije, za kraj, za našo občino. Za pomoč pri nakupu zemljišča so se tokrat zahvalili Jošku Bergantu, Slavku Doviču in Bojanu Kršišniku. Začetki gasilstva v Pirničah torej segajo v leto 1901, ko je bilo ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pod Šmarno goro. Do prelomnice pa je prišlo 10 let kasneje, ko so se člani iz Pirnič osamosvojili. Zgradili so majhen gasilski dom, ki je 60 let služil svojemu namenu.
Leta 1957 so sprejeli sklep o pričetku gradnje novega doma. Kupili so zemljišče in gradbeni material, v jeseni pa je bil potrjen tudi gradbeni načrt. Začelo se je obdobje modernizacije društva in tako so prostori društva kmalu ponovno postali premajhni. Kupili so parcelo in začeli z aktivnostmi za gradnjo novega, tretjega doma. In leta 2001 ob večdnevnem praznovanju stoletnice društva, ko je na vaji voda pritekla tudi iz najstarejše ročne brizgalne izpred leta 1900 in malo manj stare starojugoslovanske motorke Rakovice, so na končni slovesnosti prav na tem mestu kot letos dobili tudi obljubo, da bo dom, no takrat so bili apetiti še bistveno večji, da bo center za reševanje in zaščito zgrajen še to stoletje. In dejansko je bil na tokratni slovesnosti položen in tudi blagoslovljen temeljni kamen za novi gasilski dom. To občutka za mene, ker sem toliko let gasilci in toliko let bil predsednik v Pirančah, to se pravi četrt stoletja gasilskega društva, je to za mene najlepši dan. Res, ker res smo težko čakali, pač toliko se je opreme nabrali. Mislim, ni bilo več kam postaviti, gasilsko društvo jo pa mora imeti, če hoče, da rešuje vse stvari, kar se dogajajo po cestah, na požarih, na poplavah, vse povsodne, če hočemo ljudem pomagati. Da bi sodobno opremo in strokovno usposobljenim članstvom omogočili hitro in učinkovito dejavnost in pomoč, je bila želja že leta 2004, ko je društvo prejelo plaketo občine Medvode. In če so pred 5 leti še potarnali, da razpolagajo z najstarejšim voznim parkom v občini Medvode, temu ni več tako. Ja, takrat je tako bilo, ker je bilo res že 26 let staro vozilo. Zdaj smo pa ponosni, ker imamo res dosta opreme in lahko hitro se tudi pridemo na samo požarišče ali intervencijo, kar se zgodi. Izveden je bil nakup gasilskega vozila GVC 1625. Tako da takoj, ko pridemo na prizorišče, lahko hitro začnemo z gašenjem. To je zelo velika prednost. In pa da imamo 2500 litrov vode sabo že takoj. Leta 2020 je bil izveden še nakup novega poveljniškega vozila in nove prikolice za čoln, za enoto za reševanje iz vode in obnovljena nadgradnja vozila Land Rover. Na tokratni slovesnosti se je Gasilska zveza Medvode društvu zahvalila za sodelovanje z zlatim priznanjem in obratno. Društvo se je zahvalilo za dolgoletno sodelovanje številnim ustanovam, organizacijam in društvom in tudi vsem svojim članom. Veste kaj, tiste čase, ko sem bil jaz mlad, ni bilo toliko teh raznih stvari, da se je mladina pojkar nekam pozabila, nekaj sem, je pa le bil gasilstvo en tak magnet, ki je to mladino privabljal. Ja, to je že tudi zame dolga pot, več kot 30 let. V prvem razredu smo obiskovali krožek Mladi gasilec. Tam smo se tudi povezali. Na vodstvenih položajih smo pravzaprav vsi trije, ki smo bili že takrat prijatelji. Vaša gasilska pot se je začela kdaj? Več kot 40 let sem že prostovoljen gasilec v Zgornjih Pirničah. In mogoče kakšna akcija, kakšen dogodek v tej vaši 40-letni zgodovini? Ja, ne bi rad, da se ponovi. To je bilo požar v Kolorju. Med večje in zahtevnejše intervencije v zadnjem desetletju pa sodijo ob poplavah v Ljubljani leta 2010, ob žledolomu leta 2014, sodelovanju mednarodni misiji o poplavah v Bosni leta 2014 in gašenje požara v kartonažnem podjetju leta 2016. Že prejšnjo sredo smo bili povabljeni na manjšo slovesnost ob uradnem odprtju v zadnjem letu največje investicije v družbene dejavnosti, modularnega prizidka k osnovni šoli Preska. Program so pripravili kar učenci obeh četrtih razredov, ki že nekaj časa kraljujejo v teh novih prostorih. In če sodimo po videnem, so bili v njih zadovoljni tudi z vso pripadajočo opremo.
Slavnostni govornik, podžupan Ivo Rep, je nagovor zaključil z besedami. Modularen prizidek se lahko prestavi tudi drugam, če prostorske stiske na tej šoli ne bo več. Pa vendarle, šolski okoliš ostaja tudi v prihodnje stabilen, kar pomeni, da prostorska stiska še naprej ostaja. Možnosti, kako se bo reševala, pa glavni akterji še preigravajo. Prostorska stiska. Spomnimo, septembra leta 2019 sta takrat aktualna 2 razreda četrtošolcev namesto v šolske klopi v šoli sedla v šolske klopi v pastoralnem domu, da so medtem večnamensko dvorano šole spremenili v 2 učilnici. Septembra leta 2020 pa so se že obetali ponovno za aktualne četrtošolce novi prostori v modularnem prizidku šole. Po težavah pri izbiri izvajalcev ni jih bilo na pretek, se je decembra gradnja vendarle začela. Ja, v rokah držim trak, ki smo ga danes prerezali, končno vsi smo zelo z nestrpnostjo pričakovali ta dan. Otroci se mi zdi še najbolj, tako da smo zelo veseli, da smo ta projekt zaključili in da smo ga zaključili v rokih in da smo imeli srečo z dobrimi izvajalci, tako da smo veseli danes. Odprtja prizidka so se udeležili tudi predstavniki podjetij Trimo, MSS in obrat ter nadzornik Ekona. Skupna vrednost celotne investicije se giblje okoli 450 000 evrov. Gre za modularno gradnjo, tudi zame je bila modularna gradnja v bistvu prva izkušnja z modularno gradnjo, tudi sama še nisem teh projektov vodila, ampak rečem lahko, da je bila zadeva zelo dobro pripravljena in ker je bila zelo dobro pripravljena, je temu primerno tudi gradnja bila mogoče lažja. Bom rekla tako, se pravi, projektanti so se zelo dobro odrezali in projekt zelo dobro zaprli, kar se tiče sodelovanja na projektu, je bilo zelo dobro. Tako da, kot sem že prej rekla, roki tukaj sploh niso bili nikoli težava, ker se pač na večjih projektih se včasih to začne dogajati, da kar naenkrat rabimo še veliko več časa, kot smo prvotno načrtovali, ampak tukaj so stvari šle zelo tekoče. Bi tako modularno gradnjo se vi osebno priporočali še kdaj? Ja, mogoče, zelo odvisno od primera do primera. Mi smo pač imeli tukaj en drugačen cilj mogoče, da bi to gradnjo lahko še nekje uporabili na kakšni drugi lokaciji. To je bilo tisto prvotno, kar nas je usmerilo v to, da smo v modularno gradnjo sploh dejansko šli. To je stvar pač odločitve posameznika. Zdaj jaz bom rekla tako, glede na to, da so uporabniki zelo zadovoljni, jaz upam, da bodo zelo zadovoljni dolgo. Tako da ja. In vendarle je bilo ob dejstvu, da gre v bistvu za 2 kontejnerja, sprva nekaj zadržanosti. Mi imamo mogoče v podzavesti, da je nek modul, nek kontejnerski tip gradnje, nekaj takšnega kot tisti kontejner, kjer se delavci preoblačijo, da grejo, gradbeni delavci preoblačijo, da grejo potem na delo. Ob dejstvu, da je sistem modularne gradnje v zadnjih letih zelo napredoval, vendarle navdušenje. Ko ste enkrat v tem modularnem delu, pravzaprav sploh ne veste, da je to modularni prizidek in da je to spojen z določenimi skupnimi elementi v celoten prizidek. Tako da sem, moram reči, kar navdušen. Otroci in učiteljice z novo opremo? Še bolj. Še posebej jim je všeč to, da lahko neposredno iz učilnice vstopijo v atrijski vrt, kjer so klopce, visoke grede, umetna trava. Če ste opazili, danes jih je veliko bilo tudi bosih, ker imamo toplo vreme in pravzaprav je izhod iz učilnic pravzaprav direktno v naravo, direktno do teh elementov, ki sem jih omenil. In se to tudi pri samem pouku potem pozna. Oni gre lahko za 5 minut ven oziroma med odmori oziroma imajo potem pouk kar zunaj, kar je dodatna in dodana vrednost. Prav 2 izmed učencev sta tudi uradno prerezala slavnostni trak na vhodu v prizidek. Z dozidavo 2 matičnih učilnic in prostorom pred učilnicami za garderobe so se izboljšali prostorski pogoji tudi za izvajanje pouka v starih prostorih. Najstarejši del šole je namreč iz leta 1931. Ja, učenci izgleda so prav navdušeni nad tem, se pravi to opremo teh učilnic. Učilnice same, mene je zanimalo, kako to izgleda noter, glede na to, da gre za montažni prizidek. Oprema je pa pravzaprav tista, ki jo lahko preseliš v vsak razred v osnovni šoli. So navdušeni? So. Pokazali so mi, kako deluje interaktivna tabla, izvajali so nek kviz, vprašanja. Jaz sem malo bolj molčal, da ne bom ustrelil kakšnega kozla, ampak otroci so znali vse odgovore.
Kljub temu pa v osnovni šoli Preska upajo, da bo modularni prizidek kmalu odslužil svojemu namenu, saj si vendarle želijo novo šolo. Ta modularni prizidek je moč razgraditi, ga naložiti na kamione, na tovornjake in odpeljati na želeno lokacijo in tam ponovno postaviti za kakršenkoli namen. To je tudi odgovor vsem, ki so morda pomislili, zakaj skorajda $500 000 v začasno reševanje prostorske stiske. Zadnji podatki namreč kažejo, da se prostorska stiska z novimi generacijami ne bo zmanjšala. Obeta se namreč kar 41 prvošolarjev na matični osnovni šoli v Preski, 21 v podružnični osnovni šoli Sora in 1 v podružnični osnovni šoli Topol. Tako da ostaja številka kar tam nekje okoli 600 skupaj gledano in pa okoli 470-480 učencev na matični šoli tudi v naslednjem letu in seveda potem tudi še leto zatem. Tako da šolski okoliš očitno je stabilen oziroma je priliv, prirastek priseljevanja tudi dalo neke svoje rezultate. Torej imamo kar, bi rekel, konstantno število učencev. Tudi slavnostni govornik, podžupan Ivo Rep, je nagovor zaključil z besedami: modularen prizidek se lahko prestavi tudi drugam, če prostorske stiske na tej šoli ne bo več. Vsi vemo, da bi si želeli novo, dovolj veliko šolo na novi drugi lokaciji. Ta prizidek je neka vmesna faza. Kdaj bomo zagotovili sredstva za novogradnjo, je težko napovedati. Res pa je, da se prirast učencev pojavlja zdaj tukaj, zdaj tam. Pa vendarle, če se je do pred kratkim ves čas govorilo le o novi nadomestni šoli na Bonovcu, je bila ta na proračunski seji občinskega sveta vendarle dana pod vprašaj. Občinski svetnik Mirko Javoršek je namreč izpostavil možnost alternativnih variant in dejstvo, da bi morali govoriti ne o nadomestni gradnji, ampak predinvesticijski zasnovi, kar za naložbe višje od 2,5 milijona že sicer predvideva zakonodaja. In dodatni varianti, da bi šolo na obstoječi lokaciji sanirali in še dogradili, ali pa da bi zgradili prizidek podružnični osnovni šoli Sora in jo spremenili v popolno 9-letko. Ravnatelj pa vodstvo šolo kot takšno pravzaprav kakšnega velikega vpliva pri takšnih velikih projektih in investicijah, ki presegajo 10 milijonov, 15 milijonov, pravzaprav je zelo minorna vloga. Tukaj je na strani odločevalcev, da se pač odločijo in da potrdijo kakršenkoli že projekt, kakršnokoli varianto že. Za vas pa nova šola? Za osnovno šolo Preska nova šola, da. V tem trenutku še zmeraj preigravamo vse alternative, kaj bi bila nekako najbolj optimalna rešitev. Ne upam si trditi, da nove šole ne bo. Ne upam si trditi, da je ta stara osnova te šole tako dobra, da se jo da prenoviti, posodobiti v neko novo sodobno šolo. Pravzaprav bo stroka tista, ki bo morala povedati, kaj potrebujemo, kje to lahko realiziramo, potem bo pa politika, pa predvsem pa občinski svet tisti, ki bo moral zbrati pogum in pa seveda denar, da bo to realiziral. Ali bo to tukaj, ali bo to na Bonovcu, ne vem, vsekakor si pa vsi skupaj želimo, da pridemo do premika. V tem mandatu ali v prihodnjem mandatu? Ta mandat se je drugo leto oktobra izteka. Vidimo po nekaterih izjavah, da so nekateri že zelo v akciji. Ne upam si napovedati. Mogoče bo v tem mandatu padla neka takšna odločitev ali pa vsaj bodo izbrana 2 primera, v katerem se bodo potem naslednji občinski svetniki odločili naprej. Prav danes se je začelo korenito reševanje prostorske stiske v še eni osnovni šoli, in sicer v Smledniku. Župan občine Medvode Nejc Smolej je namreč na slovesnem začetku gradnje prizidka izročil pogodbo izbranemu izvajalcu del, podjetju Tipo investicijske gradnje. Celotna pogodbena vrednost projekta znaša dober €1 milijon, polovico tega pa prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V prizidku bodo urejene 3 nove matične učilnice, 3 kabineti za pedagoge, garderobe za telovadnico in povezovalni hodnik.
Več o tej največji investiciji v družbene dejavnosti v tem letu pa v prihodnji oddaji, podobno kot o današnjem 17. srečanju upokojencev 3 društev, ki delujejo v naši občini. Častni pokrovitelj župan Nejc Smole jim je obljubil, da bo leta 2030 občina Medvode starejšim najbolj prijazna občina. Včeraj popoldne so postali uradni rezultati glasovanja za projekte participativnega proračuna, poimenovanega Sodeluj in glasuj. Rezultati za nekatere pričakovani, spet nekateri tudi presenetljivi. Izkazalo se je, da morajo biti dražji projekti podprti s precej več glasovi in da lahko manjši projekti na ta račun preskočijo kakšno mesto na lestvici in pridobijo sredstva z nekaj manj glasovi. Izkazalo se je tudi, da bomo v naslednjih 2 letih na račun participativnega proračuna na nekaterih območjih prisiljeni voziti počasneje ter bolj previdno in da bodo na svoj račun prišli predvsem otroci, saj bo kar nekaj novih ali prenovljenih igral. Precej izglasovanih projektov pa je tudi z turistično-informacijskega področja. Za 74 projektov participativnega proračuna, ki so izpolnjevali pogoje in se uvrstili na glasovanje, je glasovalo okrog 1650 občanov. Svoje glasove ste lahko oddajali med 14. in 20. julijem, povabilo k glasovanju pa ste prejeli tudi osebno na dom. Zaradi znanih okoliščin smo celoten proces participativnega proračuna preselili na splet, tako predlaganje predlogov kot tudi glasovanje. Tako da večina občanov je glasovala prek spleta. Vsi tisti, ki pa niso vešči uporabe spletnih orodij, pa so lahko v tednu glasovanja se oglasili na občini Medvode in so s pomočjo asistentov oddali svoj glas. V prostorih občine Medvode je glasovalo 125 občanov, vsi ostali pa torej preko spletne platforme sodeluj-in-glasuj.si. Za uspešno oddajo glasu je bilo potrebno računalniško znanje nekako na nivoju nakupovanja v spletnih trgovinah in je bilo za večino razmeroma preprosto. Za tiste, ki so imeli težave, pa je bila ves čas na voljo tudi tehnična podpora. Moramo reči, da je glasovanje potekalo kar enakomerno. Že prvi dan smo imeli velik obisk na spletni strani in ta se je povečeval do konca glasovanja. Osebno pa je bilo največ obiska zadnje 2 dni v soboto in nedeljo, ko smo bili tukaj cel dan na voljo. Ker gre za nov način dodeljevanja sredstev, se je tekom izvedbe projekta pojavljalo nekaj napak in vprašanj tistih, ki so sodelovali s predlogi. Med glasovanjem pa je občasno prišlo tudi do kakšnih manjših nerazumevanj glede postopkov za uvrstitev projektov na glasovanje. Ja, nekaj je bilo takih, ki so želeli glasovati za projekte, ki jih ni bilo na seznamu. Tem smo svetovali, da naj v naslednjem ciklu bodo aktivni že v fazi predlaganja predlogov in predlagajo svoje ideje. Kljub tehnično izjemno avtomatiziranemu procesu celotnega projekta je del nalog vseeno padel na občinsko upravo. Ja, mi smo iz spletne platforme prejeli informacije o registriranih uporabnikih. Še vedno smo mogli narediti neko kontrolo tega, ali so glasovalci bili občani naše občine, ali so ustrezali starostni omejitvi, tako da nekaj glasov smo morali izbrisati, ker niso izpolnjevali teh kriterijev. Potem pa smo naredili kar avtomatski izpis, glede na to, da aplikacija omogoča avtomatski izračun rezultatov, to ni bilo tako zahtevno. Prav nobeden od projektov pri glasovanju ni ostal brez glasu. Je pa res, da so nekateri višje uvrščeni projekti zaradi visoke vrednosti izpadli kljub dobri uvrstitvi in bodo sredstva zato pripadla nižje uvrščenim projektom. To se je zgodilo na 3 območjih. Na območju Pohograjci 2 je zaradi tega izpadel 3. uvrščeni projekt celostne ureditve deponije pristava v Žlebah, sredstva pa bosta prejela še 4. in 5. uvrščeni projekt na tem območju. Na območju krajevne skupnosti Pirniče se v tem participativnem proračunu ne bodo izvedli 4. uvrščeni nadstreški na avtobusnih postajališčih, preostanek sredstev pa bo pripadal 5., 6. in 7. uvrščenim projektom nižje vrednosti. Na območju Pohograjci 1 pa je zaradi nižje vrednosti projektu ureditev ekološkega otoka na Belem uspelo prehiteti kar 4 projekte, ki so se po številu glasov uvrstili pred njim, a preostanek sredstev po prvih 2 uvrščenih projektih ne zadošča za naslednje 4.
Tako ste torej glasovali, možnost oddati projekte in glasovati pa ste imeli vsi občani občine Medvode, ki ste stari 15 let in več. Odziv je bil, glede na prakso v preostalih občinah, nad pričakovanji. Mene je odziv presenetil že v prvi fazi, ker smo dobili kar nadpovprečno število predlogov. Res je, da smo potem v drugi fazi pregledovanja jih kar nekaj izločili, ker niso izpolnjevali kriterijev. Na glasovanju pa smo dosegli kar nadpovprečen odziv občanov v primerjavi z drugimi občinami. Dosegli smo približno 12% udeležbo, kar je kar lep rezultat za ta projekt. Nekateri rezultati so sicer presenetili tudi organizatorje projekta, ki sicer razmeroma dobro poznajo želje občanov. Po nekaterih območjih presenetljiv, drugje pa predvidljiv. Izglasovanih je bilo 32 projektov na 11 območjih. Mene osebno so nekatera območja presenetila, ampak to je volja ljudstva in izglasovane projekte bomo tudi izvedli. Sledi torej faza izvedbe. Velik del izglasovanih projektov pa bo izveden že v letošnjem letu. Čez poletje bomo pripravili plan izvedbe vseh 32 projektov, dodelili jim bomo odgovorne osebe v občinski upravi, ki bodo zadolžene za izvedbo. Planirali bomo terminsko, kdaj se kakšen projekt izvede in umestili vse te projekte v proračun. Tako da na terenu prve korake pa pričakujem jeseni oziroma vse do konca prihodnjega leta. Pričakujete tudi sodelovanje predlagateljev projektov? Ja, nekateri predlagatelji so že v času glasovanja bili precej angažirani, tako da verjamem, da se bodo odzvali tudi v fazi izvedbe in sodelovali z nami, da bomo konec koncev izvedli projekte po njihovih željah, tako kot so si jih zamislili sami. Prvi participativni proračun v občini Medvode je vzpodbudil tudi nekaj novih idej pri tistih, ki so bili tokrat bodisi premalo drzni, so imeli premalo časa za pridobitev soglasij in idej ali pa so raje počakali, da vidijo, kako bo vse skupaj sploh izgledalo. Zagotovo je ta prva faza oziroma prvi cikl participativnega proračuna neka faza učenja. Zdaj smo spoznali podrobno ta proces in nekateri se že sedaj javljajo, da bodo prihodnjič predlagali tudi svoje predloge. Tako da upam, da bomo s tem nadaljevali tudi prihodnja leta in da bo to postal nek tradicionalen cikličen projekt. Tokrat pa smo se vsi skupaj naučili, da je ključna dobra priprava projekta, ki mora izpolnjevati vse pogoje, da se projekt predstavi na občanom privlačen način in da se glasove pridobi tudi z nekaj promocijskih načinov in osebnega vzpodbujanja krajanov k glasovanju. Po mojem mnenju je pomembno, ker smo videli kar nekaj inovativnih prijemov, pristopov. Nekateri so tiskali letake, drugi so delili informacije prek socialnih omrežij, spet tretji so nagovarjali osebno in večina teh projektov je tudi izglasovanih sedaj. Tako da ja, osebni angažma predlagateljev je pomemben tudi v fazi glasovanja. Kot rečeno, pa boste z dobrim projektom pridobili simpatije krajanov tudi brez posebnega lobiranja za glasove in kot se je tokrat izkazalo, z malce sreče dobijo glasove tudi projekti, ki bi glede na število zainteresiranih prebivalcev lahko ostali v manjšini, a bodo kljub temu realizirani. Projekti, ki so dobili manj kot 30 glasov, a še vedno dovolj, so na primer že omenjena ureditev ekološkega otoka na Belem, ureditev spominskega obeležja v Studenčicah in postavitev hitrostnih ovir skozi Goričane. Za slednji projekt smo si sicer najbrž lahko gotovi, da se marsikdo, ki bi lahko glasoval na tem območju, pa ni, zdaj malce treplja po glavi. Območje krajevne skupnosti Vaše Goričane je bilo sicer najmanj aktivno, tako pri podajanju predlogov, kot pri samem glasovanju za 2 predloga uvrščena na glasovanje. Največ glasov so, razumljivo, prejeli projekti na območjih z največ prebivalci. V Pirničah kar 3 projekti pri osnovni šoli, pa v Smledniku otroško igrišče Stari grad. Če pa pogledamo po odstotkih, je največ glasov napram konkurenci prejel projekt obnova športnega igrišča v krajevni skupnosti Senica. Tabelo z izglasovanimi projekti najdete na spletni strani občine Medvode, ko pa se bo pričela faza implementacije, pa boste lahko to spremljali na znani spletni platformi sodeluj-in-glasuj.si.
Živimo, po mojem mnenju, v najlepši državi na svetu in če imamo še zavest o preteklosti in vidimo, kam ta barka pluje, se mi zdi, da je to največ, kar lahko damo zanamcem. Je že lansko leto ob dnevu državnosti na odprtju informativne table, ki priča predvsem o utrdbi na Kašči, nedaleč stran od cerkve Svete Marjete v Žlebeh, dejal arheolog Andrej Gaspari. Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani že več kot 15 let raziskuje območje Jetrbenka, saj so v 13. in 14. stoletju tod gospodarili vitezi Hertenbergi. Najprej so raziskovali utrdbo na Gradišču, pred 3 leti utrdbo na Kašči, letos pa utrdbo na Jetrbenku. Gasparija in skupino študentov smo obiskali v petek 18. junija na prvega od 3 evropskih dnevov arheologije. Najdbe so tokrat bogate. Dosedanje arheološke raziskave dokazujejo obstoj 3 grajskih stavb Jetrbenške gospode na lokaciji Gradišče, Kašča in vrh Jetrbenka. In kaj smo doslej vedeli o njih? Vse 3 grajske stavbe naj bi bile glede na pisne vire in najdbe opuščene najkasneje do leta 1344. Najprej naj bi bila opuščena predvidoma do leta 1311 utrdba na Kašči. Gre za grad z obodnim obzidjem, torej osrednjo stanovanjsko obrambno stavbo, ki so jo arheologi raziskovali pred 2 letoma. Turistično društvo Žlebe Marjeta pa je lansko leto tam postavilo informativno tablo. Kot zadnja, predvidoma do leta 1328, naj bi bila opuščena utrdba na Gradišču, ki so jo arheologi raziskovali prvo, pred več kot 15 leti, vendar so bile najdbe tam precej skromne. Turistično društvo je informativno tablo tam postavilo že leta 2010. Med letoma 1312 in 1319 pa naj bi bila opuščena utrdba na Jetrbenku, ki jo je skupina 3 študentov z oddelka za arheologijo Filozofske fakultete skupaj z mentorjem in profesorjem Andrejem Gasparjem našim občanom raziskovala minuli teden. Ne samo figurativno, tudi dejansko odkrivamo zaklade. Tokrat ta izkopavanja s kolegi ravno ugotavljamo, da to je ena naših najlepših terenskih praks za študente arheologije Univerze v Ljubljani. Tako da tukaj smo en teden in to je zadnja od 3 lokacij, ki jih oddelek za arheologijo zadnjih 15 let raziskuje od tega slavnega grajskega kompleksa Jetrbenk. Po 15 letih raziskovanj so arheologi določene teze, ki so jih postavili zelo zgodaj, bodisi potrdili, nekatere adaptirali, nekatere pa postavili na glavo. No, dejstvo je, da zdaj vemo, da ta najstarejša grajska stavba je dejansko Kašča, ampak Kašča ne bi mogla funkcionirati s svojimi španhajskimi gospodi brez Jetrbenka. In zdaj smo dobili tudi z novci dokazano, da je prva faza utrdbe na vrhu, torej stolpa na vrhu Jetrbenka, da je že vsaj, torej najpozneje konec 12. stoletja zgrajena. Potem pa keramične najdbe, pa ostroge, pa puščice, pa tako pa kažejo, da je kar intenzivno tukaj življenje, torej da je ta stolp bil obljuden, zaseden, vsaj do 14. morda celo do 15. stoletja, ampak 14. stoletje se nam zdi bolj verjetno. In da je potem v fazah, ko so pa prišli ljudje po gradbeni material, kot se ve, in to, kar smo tudi dokazali s tako imenovanimi roparskimi vkopi, in imamo tudi dokazan vkop iskalcev zakladov izpred kakšnih 100-150 let, smo pravzaprav v sredini tega vkopa, samo da se zdaj ne vidi več. Namen terenskih vaj za študente je predvsem, da jim predstavijo in pokažejo vse potrebne postopke ob arheološkem raziskovanju. Kako arheologija na standardiziran način in metodološko ustrezno v skladu s standardi dokumentira in na drugi strani razloži odnose med stratigrafskimi enotami. Torej vse tisto, kar mi opazujemo, zidovi, dograditve, plasti, ki se naslanjajo na te zidove, torej sedimenti, ki se odlagajo na hodnih površinah. To ima vse svojo stratigrafsko enoto, ki jo opišemo, in najdbe iz teh stratigrafskih enot, tiste, ki so kronološko diagnostične, povedne, nam omogočajo razlago kronološkega in tudi stavbnega razvoja tazga kompleksa. In to je tisto, kar je ta drill, ki ga študentom takoj dajemo. In če se ob tem naleti še na zanimive ali, kot pravi Gaspari, impresivne najdbe, potem je zadovoljstvom še večje. Odkrili smo ostroge, puščičnosti, kot sem rekel, novec eden, ampak k sreči res odličen beneški mali. Ki vam pove, kaj mogoče? Ki nam točno to pove, da smo zdaj vemo, da je najstarejša faza Jetrbenka sočasna z Kaščo ali morda celo malce starejša.
Z raziskovanjem utrdb pa dobivamo informacije tudi o obdobju jetrbenške gospode. S turističnim društvom res odlično sodelujemo. Lado je naš glavni partner in tudi povezovalna, bi rekel, oseba, ki nam omogoči stike z lastniki zemljišč, ker seveda mi za pridobitev dovoljenja Ministrstva za kulturo rabimo seveda soglasje lastnikov zemljišč. No, ampak kar se pa tiče zgodb, je pa tako. Turistično društvo, pa tudi vse, kar se zdaj naprej načrtuje, tudi publikacija, pa še nove te informacijske točke. Rekel, mi zagotovimo tisti strokovni del vsebine, bi rekel, tisti hardcore, bom rekel, podatek, ne, se pravi tudi grafiko, da je grafično podprto. Potem pa jaz bi rekel, da zelo z občutkom, potem to pač tisti, ki to delajo, pod Ladotovim vodstvom, tako da subtilno lahko tudi to nadgrajujejo. Ne? Gaspari omenja Lada Vidmarja, enega od vidnejših članov turističnega društva Žlebe Marjeta, ki že od leta 2004 dalje vsako leto na dan državnosti organizira pohod po poteh roparskih vitezov. Roparski vitezi Hertenbergi naj bi se namreč večkrat spustili v dolino nad uboge kmete in ostale popotnike ter naropano blago nosili nazaj v stolpu podoben grad. Konji naj bi imeli podkve obrnjene nazaj, da bi jih pretentali, kam so namenjeni. To območje je že sicer polno legend o nastanku cerkva, o zakladu, o požrešnem zmaju, o vodnem škratu in v turističnem društvu so veseli, če nekatere izmed njih dobijo trdne temelje. Kot ste že prej omenila, evidentno je, ne, da ima večina teh zgodb lahko eno dosti realno ozadje, ki je seveda predrugačeno, zato ker se govori že o spominih spominov, ne vemo, kako se legende transformirajo, ne, ker nekdo prepoveduje nekaj, kar je že nekdo bistveno spremenil od izvorne različice. In mogoče lahko vržem eno tako kost, ni izključeno, ne, da ta rov, ki se tradicionalno omenja za vrh Jetrebenka, ima realno ozadje, ker smo odkrili torej v najstarejši fazi en zelo strme stene vkopa v živo skalno podlago, kjer zdaj stojimo, in glede na to, da se ve, kje je ustje enega dihalnika, ki se po zimi nikoli, bi rekel, tam sneg najhitreje okopni. Kdo ve, dejansko morda so tisti načrtovalci te utrdbe, ne, ki ima izrazito vojaško opozovalni značaj, to je treba reči za razliko morda od nekaterih drugih gradov. Tukaj to je čisto vojaška funkcija. Ne. No in da je imela ta morda res kakšen stranski tak izhod, kdo ve. Tokratno raziskovanje ob križu vrh Jetrebenka so zaključili v petek na prvega od 3 evropskih dnevov arheologije. Zdaj, tisto, kar smo želeli dokumentirati, smo dokumentirali, ne želimo rušiti, nič razgrajevati, zato ker to tudi ni bil tudi izvoren namen. Ne. Morda bo to treba v prihodnosti kje malo poglobiti, zato da bomo bolje razumeli stavbno, torej razvoj same arhitekture na tem mestu. Morda že letos jeseni, ker bi radi podaljšali to sondo še na to stran proti severu. Ampak generalno vse tiste izpostavljene površine, ki smo jih odprli, obložimo s filcem, zato da bojo naši zanamci vedeli, do kam smo prispeli, potem pa praktično vzpostavimo prejšnje stanje. Ne. Se bo pač malce razlikovalo, no, ampak je zelo blizu tistemu, kar je bilo prvotno videti tukaj. In še ena misel arheologov vrh Jetrebenka. Smo na takem prepihu, da je to prava zakladnica podatkov, tako za arheologijo kot spoznavanje zgodovine človeka. Ta prostor je tako nabit z informacijami, da če jih pravilno zaobjamemo, pravilno argumentiramo in objavimo ter dodamo dodano vrednost naših podatkov, se bogati tudi zavest o preteklosti med mladimi, da potem sami prepoznavajo in črpajo navdih za prihodnost. Krožno pot po skrajnih mejah naše občine začne zgodaj zjutraj pred hotelom Medno. Gre v Medanski hrib proti Toškemu čelu. Od tam nadaljuje pot do Katarine, kjer je čas za kavico. Sledi Vas Belo, vzpon na Polhograjsko grmado, ki je z 898 metri tudi najvišja točka pohoda. Sledijo Gonte, Mali Tošč, Igale, Gontarska planina, Osovnik, Hom in potem se spusti v Soro. In tam je v prejšnjem prispevku že omenjenega Lada Vidmarja iz Žlebov v torek pričakala naša ekipa. V bistvu je Lado Vidmar skupaj s prijateljico Zvonko Hočevar, ki ga občasno spremlja del poti, pričakal nas, saj je bil ta dan hitrejše na poti. Vas Soro smo izbrali zato, da nam je lažje ponazoriti, kam ga bo pot vodila po kratkem postanku. Malo pred Sorško cerkev se prebujam v drugo obutev, poravnan za po asfaltu oziroma po travnikih, pa seveda tukaj naprej v dol, iz dola čez polje in prek brvi na
Snico, pravzaprav pridem v Škofjeloško občino, ampak v Reteče oziroma Gorenjo vas, ampak je kaj malo Zgornja Snica. Potem pa čez polje do Jeprce, iz Jeprce po cesti skozi Žeje do Zbil. Na krožišču tam grem ponavadi na eno kavo, pa zraven spijem še en radler, tako da malo v senci vdahnem zdaj v tej vročini. Potem pa nadaljujem skozi Zbilje do mostu, čez Savo, čez most, v Dragočajno, z Dragočajne v Moše, z Moše čez polje v gozd in po Jakobovi poti do cerkve svetega Jakoba v Hrašah, tam je zadnji postank, zadnji počitek, potem pa mimo Janharja prek Sedla v grebenu od Smeškega gradu do Svetega Tilna na drugo stran, za golf igriščem do Zavrha, iz Zavrha v Vikrče, čez most, viseči most čez Savo, ki še ni obnovljen zaenkrat, čez cesto, ki pelje Medvode Ljubljana skozi Medno, nazaj do hotela, kjer imam hotel Medno, kjer imam avto in domov. Vsaka ideja je najprej obdelovanec, pravi Vidmar. Materija, ki jo je potrebno obdelati in pri tem prizna, da se nemalokrat zgodi, da je končni produkt boljši od prvotne zamisli. In tudi ta ideja, da bi naredil 30 krogov, je bila sprva pač v počastitev 30 let države Slovenije ob dnevu državnosti. Zgolj 30 krogov, pač 100 kilometrov in ena dosti suhoparna statistika. No, pol je iz tega nastalo to, da srečuješ ljudi, da srečuješ živali, da se v tem obdobju ravno kosi, da se vidi vsa ta pravila, da se vidi ta marljivost teh kmetov v hribih, da zjutraj srečaš kune mlade, ki se igrajo pred tabo na drevesih, da budiš srne, v glavnem, da srečaš prijetne ljudi in da tudi kakšen hec se zgodi kdaj. In te pokrajci so res fantastični. Imamo obe možnosti zelo pestre hribovske hoje, pa dosti navlične, pa ravno tako zelo zanimive pa lepe ravninske hoje. In mislim, da je večina ljudi sploh ne ve, da tako lepi občini živimo. Kaj šele, da bi poznali statistiko Vidmarjeve poti. V počastitev 30-letnice države Slovenije si je torej zadal v 30 dneh 30krat obhoditi občino po njenih skrajnih mejah. Dnevno to pomeni nekaj manj kot 60 kilometrov, za kar porabi približno, skupaj s postanki, 12 ur. Skupaj bi to v 30 dneh zneslo okoli 1750 km oziroma za 56 km višinske razlike. Se mi zdi, da tudi zaradi tega, ker domačega kraja in domačih krajev ne poznamo te empatije do lokalne skupnosti, krajevnih ali pa občine, ni take, kakor bilo fajn, če je. Po teh danes 25. krogu se mi zdi, da občino ne samo to mejo, da jo bolj poznam, ampak poznam tudi način življenja, ljudi, ki tukaj živijo. Ne vem, nekako se je spremenil odnos do življenja, do pokrajine, do vsega, tudi do skupnosti take, ki more funkcionirati, ne? In do države, ne, v končni fazi. Prizna pa, da je podcenjeval domač teren, svojo potrebo po spanju in počitku, da ne šteje veliko, če ima namesto običajnih 18 kg, nahrbtnik težak le 8 kg, pa čeprav se še prazni po poti, in da je bil zgolj vrljiv občutek, da bo lažje, ker pozna teren in ve, kaj ga čaka za ovinkom. Vendar imam občutek včasih, da je težje. Raven mogoče zaradi tega, ker se pač ta relief ponavlja, ker se te isti kraji ponavljajo, čeprav so vsak dan mogoče drugačni, ampak moram reči, da je fizičen napor tukaj ni tisti, ki je prevladujoč, ampak je mentalen napor, se mi zdi dostikrat hujši. Sploh zdaj v teh dneh, ki je takole vroče ratalo, se mi zdi, da ko sem bil v Iranu ali pa v Tadžikistanu, sem lažje ignoriral tisto vročino, ker nisem vedel, kje bom spal, ker nisem vedel, kaj bom za ovinkom videl. Tukaj pa točno vem, kje moram priti, kje počakam in točno vem, koliko me še čaka in je v bistvu težje kot nekje, ko ne veš. Tle je bilo bolj zahteven, zaradi tega, ker je 1700 metrov višinske razlike, se pravi toliko spona in toliko spusta in vsi ti vzponi so sem pa tja kar strmi, pa
malo nerodni, spusti pa raven tako, ne, in je treba paziti na vsak korak, recimo s Homa je kar strmo. V preteklosti smo že večkrat poročali o njegovih pohodniških podvigih. Prehodil je že marsikaj. Pred leti je šel peš od doma do Atlantika, prehodil pa je že dober kos načrtovane poti do Lhase v Tibetu. Lansko leto sta mu zaradi koronavirusne situacije v vodo padla tako glavni cilj, da prehodi še del poti proti Tibetu preko Kitajske, kot tudi rezervni cilj, prehoditi pot od skrajnega juga Italije do doma. Tako mu je za kratkoročno načrtovanje zaradi negotove situacije ostala le domača občina. Sem rekel, no, če začnemo 25. maja, krasen praznik v bivši Jugi, dan mladosti. Mladosti nam bom praznoval na tej poti, ampak eno tako krepko moškost pa mogoče še, a ne, tako in nekako tudi vidiš, da si fizično še sposoben nekih naporov, neke vztrajnosti, a lahko glava zmore nek tak protokol vsak dan in da se imel čas ima, da bi se kar ulegel kakšno senco, ampak se mi zdi, da je cilj tako blizu, pa tako interesanten in da če že nekaj skleneš, pa še imam običajno navado, da nekaj, kar mislim narediti, enim parim povem, kar razbobnajo, vem, da jo razbobnali okoli in pol ti vse skupaj postane pa obveznost in se ne moreš več umakniti. In na ta način mi je tudi tole ratalo, tako da mogoče bi jaz še rekel, saj itak bojo ljudje rekli, da sem zmešan, že takole se najbrž te kmetje, ki se matrajo po hribih, mislijo, tale takole energijo zapravlja, nam zagrablja v roke, prijo pa nam pomaga, ampak gledajte, se tudi tisti, ki na 100 metrov cel let trenirajo za to, da 100 metrov tečejo, se mi zdi, da je za moj okus še bolj brez veze, kakor hoditi 30 dni po 60 km. V torek 22. junija je torej zabeležil svoj 25. pohod. Kako blizu je bil torej zadanemu cilju? Zaradi dežja, zaradi slabega vremena sta 2 dneva izpadla, zaradi tistega dneva, ki enostavno nisem bil sposoben se od doma spraviti, je 3. dan, tako da pravzaprav bi mogel zaključiti 23. če bi vsak dan šel. Tako da ne bom izdal vseh skrivnosti, kako zapolniti to. 25. imamo pohod roparskih vitezov, tam ne morem manjkati, tako da tam bom, se pravi, da ostanejo še 4 dnevi, da bi bilo popolno, 3 imam na razpolago, se pravi, nek bo treba en čas ukrasti, zato da se bo ta še en dan noter prinesel. In 26. v soboto bo pa definitivno zaključek, zdaj pa, a bo to 29 ali bo 30, konec koncev nimam nobenega sponzorja. Javni zavod Sotočje je v sodelovanju s turističnim društvom Zbilje in televizijo Medvode pretekli petek premierno organiziral filmski večer na prostem. Na novo pridobljenem filmskem platnu so na Vaškem trgu v Zbiljah predvajali turistične in promocijske filme povezane z Zbiljskim jezerom in Medvodami. Pretekli petek so na Vaškem trgu v Zbiljah domačini in obiskovalci lahko obujali spomine na Zbilje, kot so bile pred 40, 50, 60 in 70 leti. Javni zavod Sotočje se je povezal s turističnim društvom Zbilje in televizijo Medvode, da so na Zbiljski Dobravi prvič preizkusili novo pridobljeno prenosno filmsko platno, katerega bomo tekom poletja lahko videli še na mnogih prireditvah in filmskih večerih. Ja, ideja je pravzaprav nastala med mojimi počitnicami na morju, ko so pravzaprav v kampu predvajali na taki opremi risanke za otroke in mi je bila ideja zelo zanimiva. In ko sem prišel z dopusta, sem malo pobrskal, koliko bi to koštalo in se mi zdel idealen projekt za prijavo na LAS za evropska sredstva in bili smo uspešni in zdaj smo končno tukaj. Obisk je bil sicer zaradi majhnega oglaševanja dokaj majhen, a kot pravi Iztok Pipan, predsednik turističnega društva Zbilje, je bil to tudi namen, saj za prvič še niso vedeli, če bo vse delovalo tako kot mora. A skrbi so bile odveč. Mi za danes nismo želeli delati prav velike reklame, ker smo se bali, da bo postavitev prvič zahtevala kaj več eksperimentiranja, da bomo imeli kaj težav z samo postavitvijo vse tehnike, ker vemo, da se pač čez dan ne da postaviti, smo načrtovali, da bi to še ob 9 poskušali narediti, pa hvala Bogu nam je vse uspelo. Ura je malo pred 9, filmi že laufajo, res še ni slika taka, ko bo padla tema, ampak lahko rečem, da smo izjemno zadovoljni tudi s tem, da res ni potrebno ne vem koliko
truda pa znanja, da se sam sistem postavi pred prireditvijo. Prvi kino pod zvezdami je bil obarvan v barvah lokalne zgodovine. Tokrat so si obiskovalci lahko ogledali stare turistične in promocijske filme povezane z Zbiljskim jezerom in Medvodami. Filmi so bili pridobljeni iz arhivov Turističnega društva Zbilje, Turistične zveze Slovenije in Filmskega arhiva pri Arsu. Preko filmov so obiskovalci lahko obujali spomine na Zbilje, kot so bile včasih, čudovita okolica pa jim je pokazala, da se je turizem v Zbiljah res razvil v dobro smer. Ta ideja, v bistvu, da bi predvajali filme, sploh filme, ki so bili posneti na območju občine Medvode ali pa sploh mikrolokacij v Zbiljskem jezeru, je v bistvu že dolga. Z Iztokom Pipanom sva se o tem pogovarjali že velikokrat, no ampak zdaj, ko imamo pa v bistvu opremo tako, da lahko to naredimo kadarkoli, kjerkoli, kolikokrat hočemo, smo pa pač takoj pograbili in to realizirali. Ja, za prvi večer smo si vzeli prav domače filme, se pravi gradnjo hidroelektrarne Medvode, potem tukaj motodirko na Jeprci iz leta 1946, potem snemanje reklame za smučanje na vodi pa za tovarno Elan iz leta tam okrog 70. Potem smo se odločili tudi, da bomo zavrtali prvi slovenski turistični film, ki je bil narejen po drugi svetovni vojni. To je film Kam, ki je bil posnet v letu, ko je nastalo Zbiljsko jezero, se pravi leta 1953. In za konec še daljšo verzijo promocijskega filma občine Medvode, ki je tudi po moje kar bolj promocijsko predstavljena, ker vsi poznamo 4-minutno verzijo, danes bo pa 7-minutna extended version. Dogodek je bil zelo uspešen in organizatorji so ugotovili, da je oprema lahka za uporabo in da se jo da hitro pripraviti, zaradi česar tekom poletja načrtujejo še mnogo filmskih večerov pod zvezdami. Tako v Zbiljah, kot tudi v drugih krajih naše občine. Ko smo želeli kupiti to opremo in napisali projekt in dobili odobreno, smo se zavedali, da želimo čim več takih dogodkov in takih dogodkov bo veliko. Zdaj točnih datumov vam ne morem povedati, zagotovo pa ne bo ta lokacija ob Zbiljskem jezeru edina. Zagotovo bomo zelo hitro poskušali narediti podoben dogodek oziroma nekaj predvajati tudi v centru Medvod na tem krasnem prireditvenem prostoru. Edina skrb, ki se še poraja glede samih filmskih večerov, so komarji. A kot pravi Pipan, tudi to ne bo predstavljalo večjih težav. Ja, jaz mislim, da če smo uspešno preživeli korona, da je zdaj zaključena, da bomo tudi preživeli kakšen napad komarjev tukaj ob jezeru in da bomo lahko z veseljem počakali do konca vseh filmov. Pravkar se na odru pri tržnici odvija druga ponovitev medvoške gledališke predstave tega poletja Sofoklejevega kralja Ojdipa. Še 2 sledita jutri in v soboto, zaradi izjemnega odziva pa so v tem tednu razpisali še 4 ponovitve v mesecu juliju. Veliko priložnosti torej, da se po dolgem času naužijete nekaj gledališke kulture. Kralj Ojdip je premiero sicer doživel v petek 18. junija in kljub tragični vsebini gledalcem pustil globok vtis in zelo prijetne občutke po ogledu predstave na medvoškem odru na prostem. Najbolj znana in priljubljena Sofoklejeva tragedija Kralj Ojdip je v času pandemije postala navdih za stvaritev, kakršno so si Medvode po tolikšnem času brez večjih kulturnih dogodkov, brez gledališča, brez ustvarjalnosti na ogled javnosti izven ekranov zares zaslužile. V zahtevne režiserske čevlje je vstopil Janez Vencel, ki je v iskanju vzporednic časa kuge v Atenah in današnjim časom epidemije našel svojevrstne izzive. Ja, na nek način sem bil prisiljen v to stopiti, ne samo v čevlje režiserja. Jaz sem po poklicu dramaturg in dramaturgija je tako tukaj precej pomembna. Zgodba je tisto, kar je važno, ampak seveda nekdo je moral režirati in v bistvu je tista želja potem, da spet teater postavimo, da naredimo predstavo zdaj, čim prej, da ne čakamo do jeseni tisto, kar nas je gnalo. In ja, parkrat sem si vmes rekel, kaj mi je tega treba bilo, ampak seveda zdaj, kaj vse za mano, rečeš hvala Bogu. Ker je šlo za kulturo, katere manjko je globoko zarezal v celotno skupnost, ki se je znašla v enakem, enotnem položaju, si je zamislil predstavo, ki bo združevala ne samo gledalce, ampak tudi medvoške kulturne ustvarjalce. Posebej moram poudariti, da prispevek vseh kulturnih društev, najbolj bom pa ta prvi, bom rekel, Sora in Senica in Smlednik. Njim
v tem nekako vrstnem redu tudi čas. Sora nas je gostila ves čas, Senica so tudi bili, polovica zbora je Senice oziroma tako da na nek način so se te društva, te vasi medvoške skupaj združile tu v centru. To je nekaj, kar je bilo meni osebno zadovoljstvo veliko. Pravzaprav je to nekaj, kar je zelo pomembno v teatru, da se ljudje pridemo skupaj. Velik vtis je, poleg celotne predstave in ekipe, pustil tudi glavni igralec v vlogi kralja Ojdipa Matej Ulčar, ki mu je premierna uprizoritev zagotovo pregnala vse morebitne dvome v to, kakšen odziv bodo dosegli. Ta je bil namreč izjemen. Po premieri je vedno odličen, ker se zvali tista silna skala, ki te je težila v tem primeru kar 3 mesece ali koliko časa smo rabili intenzivnih vaj, tako da je bila že težko pričakovana in veliko olajšanje. Vloga kralja Ojdipa je bila ena zahtevnejših v njegovi karieri amaterskega igralca. Kot sem ugotovil zdaj v zadnjih tednih o pogovorih in razglabljanjih o predstavi Dolgo noč, da gotovo nisem vedel, kaj se spuščam. Je pa zanimiva predstava, res toliko star tekst, ki tako dobro funkcionira še po tolkem času in ti dopušča toliko enih igralskih možnosti za kreacijo. Ugotovili smo na vajah, da lahko isti stavek poveš na 100.000 različnih načinov in smo se res lahko igrali. Res smo se lahko igrali in upam, da se je to tudi videlo. Konkretno predstavo postaviš in postane vloga igralčeva, je pravzaprav režiser, lahko sam še spremljaš, kam gre. In to se je zgodilo 2 vaji nazaj. Tako da zdaj pravzaprav vsaka ponovitev bo za mene tudi v teh malih detajlih. Drugače pa absolutno mislim, da je Matej opravil res veliko delo, Barbara ravno tako, vsi ostali tudi. Mislim, da je to ena od predstav, ki je bolj kot kakšne druge res skupno delo. Ne samo teh, ki ste jih videli na odru, tu so bili še fantje, ki so postavljali, ki so te ogne preizkušali, svetilke izdelali. Veliko je bilo stvari, ki jih nismo nikoli prej. Mislim, da nihče skoraj ne pomne, tudi od starejših gledališčnikov, cele predstave v maskah in te maske, karkoli. Se pravi, tukaj je bilo res veliko ljudi, poleg teh, ki so na odru, vsaj še enkrat toliko tudi ljudi, ki so zraven sodelovali pri vsej predstavi. Poleg amaterskih igralcev pa se je ekipi pridružila tudi profesionalna igralka v vlogi Ojdipove matere in žene Jokaste, Barbara Jakopič-Kraljevič. Tukaj sva z Matejem, ki igra Ojdipa, se je izredno dobro ujela, pa tudi z ostalimi igralci, ki so imeli večje vloge. Zbor je seveda največkrat vadil posebej, tako da moram reči, da smo lepo delali in z velikim občutkom, z iskanjem, tako da je bilo to eno posebno izkustvo. Ja. Čeprav so amaterski igralci, moram pohvaliti, izredno res produktivni, dobri. Vloga Jokaste je seveda vse prej kot lahek zalogaj in Barbara Jakopič-Kraljevič se je z njo spopadla na prav poseben način. Tako kompleksni vlogi, da največkrat na začetku tipaš, greš kot miška počasi skozi tekst, skozi občutke, kajti to je res zelo specifična vloga, biti mati in biti tudi žena istočasno, z veliko krivdo v sebi in z občutki, ki jih mi, normalni državljani, bi rekla v narekovajih, seveda ne poznamo. In tukaj je pravzaprav glavni problem bil pri meni za Jokasto, kako pravzaprav pregnesti ta občutek biti in mati in istočasno tudi žena. In seveda doživeti to tragedijo, ki jo je ona doživela. Tako da je to bil velik zalogaj za mene, ampak moram reči, da se mi zdi, da je kar nekako zaživela zdaj v meni in jo seveda imam rada in upam, da jo bom lahko čim večkrat igrala. Ta želja se ji bo tudi uresničila, saj so k 5 načrtovanim predstavam sedaj dodali še 4 termine, predvsem zaradi zelo pozitivnega odziva tako kritikov kot publike. Mislim, da je imel
kakor lahko vidiš, pravzaprav, ko si v sredi predstave, ampak da je ratov dogodek tak, kot mislim, da je tudi publika to na tak način sprejela, čeprav je ne glede na to, da je toliko časa že ni bilo neke predstave v živo, pa da je pravzaprav starogrška tragedija nekaj, kar ni ravno pogosto takole na takih prizoriščih, pa sploh pa ne na tem prizorišču, ki smo ga na nek način teatrsko krstili. Mislim, da so imeli lep dogodek, da so slišali eno to zgodbo, ki je nekje ostala in upam, da jim bo ostala nekje v spominu. Danes je bil za mene en poseben dan, ker smo res po dolgem času lahko spet začeli igrati. Poleg tega je to na prostem, res zunaj, kar je specifično, posebno doživetje lahko. In seveda, jaz pa še posebej tudi, prvič tukaj v Medvodah po dolgem času spet tudi igram, pa mi je to tudi posebno zadovoljstvo, bilo veselje, da sem lahko pač združila moči s svojimi. Upam, da bo predstavo si ogledalo čim več naših sokrajanov, pa še kakšen drug, da bojo v njej uživali in da je to samo začetek, da bojo Medvode ponovno zaživele, tako kot so tudi znale, z uspešnimi, dobrimi predstavami. Pogrešali smo to in mislim, da nas je res združila v tem skupnem cilju ena velika ljubezen do kulture, teatra, do desk, do soja luči, do končni fazi, do aplavza. Pogrešali smo in sem res izjemno hvaležen Janezu za pobudo, da si je drznil v času, ko smo mu vsi rekli, pa ne, no, pa to pa mogoče letos še ne, no, ampak smo šli v to in je bilo vredno. Fajn, mi je zelo všeč. Mogoče sem malo pričakovala, da bi bilo kaj bolj veselega na vse to, ampak perfektna zadeva. Toliko besedila v verzih, evo, kapo dol. Res so bili dobri in mi je bilo zelo všeč. Definitivno bom rekla, da dejansko katarzični. Se pravi, dejansko sem jaz najprej zelo vesela, da sploh se je kultura oživela in mislim, da so to naredili s tako premiero in s tako igro, da če malo tako rečem, da dol padaš in dejansko jaz sem zelo vesela, da sem jo obiskala. Ja, res je tragedija in res ti prebudi določena občutja, ki jih mogoče ne poznaš in ravno zato je potem tista katarza, mogoče ravno to spada v te obdobje covida, tako da se malo prebudimo pa da začnemo na novo dihati. Tako da zelo lepo vabljeni vsi, da si ogledate in uživate ob ogledu. In naj bo to povabilo k ogledu ponovitev, ki bodo poleg terminov v tem vikendu še 4 v mesecu juliju, 2. in 3. in 9. in 10. julija, vse ob 21. uri na najlepšem medvoškem odru ob Medvoški tržnici. V rojstni hiši Jakoba Aljaža v Zavrhu je še do konca meseca na ogled inštalacija Taje Regent Veras, članice Kuda Jarem in študentke Akademije za likovno in grafično umetnost v Rotterdamu. Inštalacija nosi naslov Zlata ura in vodnjak želja. Na ogled je bila postavljena že pred 14 dnevi skupaj s fotografsko razstavo in videozapisom o tem, kako je nastajala. Rdeča nit je pravzaprav, da denar ni bogatstvo. Vendar do tega smo prišli z 3, 4, 5-mesečnim delom in razmišljanjem. Skratka, Zlata ura in vodnjak želja je projekt. Projekt je pospremil res bogat kulturni program, v katerem so sodelovali res veliki mojstri glasbe. Solarmonika duo, kanadska sopranistka, Plutova, potem pianistka, potem čudovita zgodba, ki jo je napisala naša članica o vsebini te zlate ure. Gledališki del, ki sta ga odigrala avtorica in pa naš pesnik Jurij Marusih. Pesmi, se pravi literarni del, ki je bil in vse, kar je bilo izvajano, je bilo posvečeno vsebini tega projekta.
Avtorica razstavljene inštalacije, ki nosi naslov Zlata ura in vodnjak želja, je njegova vnukinja Taja Regent-Feras. Vsi si lahko to ogledamo, kakšni so vaši občutki glede na to, kdo je avtor tokratnega vodnjaka želja in zlate ure. Ponosen sem na to, kar je dosegla vnukinja. Njej moraš pustiti popolno svobodo. Popolno svobodo, kajti lahko tudi sprejme, ampak sprejme samo tisto, kar misli, da njej leži oziroma je prepričana, da je to prav. Drugače pa lahko bi rekel, sem že kar malo ljubosumen, je že boljša, kot jaz. Je kdaj stala zraven vašega ustvarjanja, zraven vaših del in kaj komentirala? Ja, je. Najbolj se spomnim, ko sem ustvaril 2 drevesa, se pravi par dreves. In to je bila še majhna in je rekla, jaz pa gledam slike, kako slika veliki umetnik. Inštalacija je sestavljena iz 2 elementov, zlate žepne ure s premerom 1,5 metra in razkošnim vodometom, ki sega skoraj 0,5 metra v višino. Vse skupaj se je začelo, ko sem bila čisto majhna. Mi je mami vedno govorila, ko sem bila kaj razvajena ali pa sem kaj preveč hotla, se obrnila proti meni pa me zelo resno poslušala, pa pol rekla, sam to, pa še zlato uro z vodometom zraven, ne? In nekako s tem me je pol učila nekih vrednot, ki jih imam danes, da v bistvu bogatstvo ni glih čisto vse, da je malo več v sreči pa v veselju, kot pa v nekem materialnem svetu. In zdaj mi sicer to malo manj rab govoriti, ampak mi je ostalo v glavi in mi vedno bo v možganjih zapisan ta njen stavek, tako da sem celotno uro nekako namenila njej. Govorijo o tem pretiranem materialnem svetu, o tem, kako je v bistvu zelo nakičasta zlata, ampak potem, če malo bližje pogledamo, ima tudi na uri kazalce, ki kažejo 404, se pravi 404 error. Projekt je sestavljen iz glavnega razstavnega objekta, torej inštalacije, ter fotografske razstave in videozapise o tem, kako je inštalacija nastajala. Sama ideja je že prej nastajala, v bistvu spomnim se prvič, ko sem prišla do dedja in sem mu rekla, bova naredila instalacijo zlate ure z vodometom in vodomet bo dobesedno delal. In me je pogledal, da sem malo zmešana. Tako da ja, proces je bil kar dolg, par mesecev sva tole delala. Definitivno sem ga rabila zraven za ves les, ki je podlaga, za vse težke stvari, ki sva jo prenašala, polivala, je bil definitivno moja desna roka. Je pa narejen načeloma iz papirmašeja, pa različnih stvari, ki jih najdemo doma, ki so malo polepšene, prebarvane, oddelane in tako dalje. Taja Regent-Feras je članica KUDA Jaram, dobitnica visokih priznanj in nagrad na likovnih ekstemporjih, zadnje leto dni pa že študentka Akademije za likovno umetnost v Rotterdamu. Na Nizozemsko akademijo je bila sprejeta prav na podlagi tega projekta. Za grafični dizajn sem se v bistvu odločila že par let nazaj, ko sem spoznala mojega trenerja, ki je tudi grafični oblikovalec. Me je v bistvu ta neka umetniška smer zelo privlačila. Za študij v tujini pa sem nekako vedela že odkar sem imela 11 let, pa pol nikoli nisem mislila, da se bo res uresničilo. Potem sem pa v bistvu po gimnaziji začela res delati v to smer. Spoznala tudi agentko, ki mi je pomagala na tej poti in ugotovila, da je v bistvu ni tako nemogoče, kot se sliši, in da je sicer veliko dela za to, da sem lahko sploh prišla zraven, nekih opisov vsega tega, ampak definitivno vredno. Inštalacija bo na ogled vse do konca meseca, jeseni pa se preseli na Sevniški grad. Kot pravi, je z inštalacijo dosegla svoj namen. Po tem, ko si preberejo zgodbo o celotni uri, se malo zamislijo, pred temu, ko pa prvič vidijo to uro, pa nekako vsi imajo to neko željo, pa vsak mi nekako reče, to bi imel pa jaz na svojem vrtu. In šele pol v bistvu, ko preberejo zgodbo, se sami sebe vprašajo, glih to je v bistvu
poanta celotne te instalacije, tako da sem zelo zadovoljna z odzivom. Se mi zdi, da sem dosegla točno to, kar sem hotela. Medvoški policisti v preteklem tednu nesreč niso obravnavali, poročajo pa o vlomu v osebni avtomobil in tatvini v Zgornjih Pirničah, pa tudi o tem, da je nek vandal poškodoval Plečnikovo kapelico. Znanega storilca bodo obravnavali na okrožnem državnem tožilstvu. Tudi vročina pa ne odvrne tatov in vlomilcev v stanovanja, saj nepridipravi čakajo, da boste šli na lepše in naredili kakšno napako, na primer v stanovanju pustili denar in vredne stvari. Prežijo tudi na priložnost, ko samo za hip odidete ven in ne zaklenete za sabo, pa poskušajo na pretkan način v preobleki vzdrževalcev, trgovcev, zavarovalnih agentov preusmeriti vašo pozornost, medtem pa njegov pajdaš veselo raziskuje vaše predalnike in omare. Zato kot vedno, bodite pozorni na svoje imetje in na morebitne sumljive osebe, ki se potikajo po vašem kraju. Če te opazite, pa ne javite tega samo sosedi, ampak sporočite tudi na policijo. Kljub koncu epidemije je vlada podaljšala veljavnost nekaterih ukrepov in moramo jih upoštevati, policija pa nadzorovati. Vsi, ki se v lepih dneh odpravljate kam z vozilom, pa parkirajte na za to označenih mestih. Ljubitelji vožnje v naravi pa upoštevajte vse omejitve in prepovedi, ki so določene z zakoni. Pa tudi sicer bodite uvidevni do ljudi, ki v naravi iščejo mir in kanček neokrnjene lepote. Policisti kljub visokim temperaturam in prazničnemu razpoloženju delajo tako kot ostale dni. Kaj vse še počnejo, pa si lahko preberete na Facebook spletni strani Policijske uprave Ljubljana. S povabilom na jutrišnji pohod po poteh roparskih vitezov zaključujemo tokratno oddajo. Oziroma, če se le da, te lepe sončne dni preživite kje na prostem. Tudi naša ekipa bo tam. Informativna oddaja pa se vrača na vaše ekrane čez teden dni. Nasvidenje.